Dobrodošli nazaj. Zdaj bomo pa pričeli s panelom na temo znanosti v umetnosti. Dogodek bo moderirala dr. Živa Ljubec. Preden se je posvetila vlogi v podjetju Amplituda za robotiko in avtomatizacijo kot koordinatorka razvoja inovacij, je dr. Ljubec koordinirala študijski program na Šanghajskem inštitutu za vizualne umetnosti, kjer je med drugim poučevala kibernetsko in elektronsko umetnost. Predavala je tudi na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani, kjer je zasnovala predmet o transmedialnosti in medijski teoriji. Po študiju in praksi v arhitekturi jo je namreč pritegnilo raziskovanje kreativnosti, inovativnosti in nenavadnih povezav med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Raziskave je poglobila na prvem tovrstnem doktorskem študiju na Univerzi v Plymouthu. Še danes je aktivna v raznih odborih in prav tako še vedno objavlja, nazadnje v knjigi o metadizajnu, objavljeni pri založbi Routledge. Poleg Žive so na oder vabljeni tudi panelisti Nace Zavrl, Damjan Obal in dr. Maša Jazbec. Povabljeni. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Lepo pozdravljeni. Na tokratnem panelu znanost v umetnosti bo večji poudarek na tehnologiji, ki je v letu 2023 res ni moč več spregledati in ki že precej korenito spreminja znanstveno in umetniško raziskovanje in ustvarjanje. Spoznali bomo namreč 3 govorce, ki jim umetna inteligenca precej že spreminja način ustvarjanja in raziskovanja. Če je prvi Damjan Obal svojo študijsko pot začel na izrazito tehnični smeri, in sicer na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, sedaj pa se vse bolj posveča oblikovanju, je druga govorka Maša Jazbec, ki je prav tako študirala v Mariboru, ravno obratno, začela na likovni smeri, kaj kmalu pa se je preusmerila v robotiko. Oba sta pri svojem delu seveda že dolgo vešča uporabnika orodij umetne inteligence. Za zaključek pa nam bo Nace Zavrl, ki se praktično že celo življenje posveča filmu, trenutno pa predvsem teoriji dokumentarcev, morda namignil, kako je v dobi generativne umetne inteligence, ki generira vse bolj verjetne videoposnetke, sploh še možno čemu verjeti. Pa začnimo z Damjanom, ki se nam bo pridružil kar preko spleta iz daljne Norveške, kjer vodi ekipo oblikovalcev in raziskovalcev v podjetju Ardok, ki ustvarja platformo za upravljanje sprememb in digitalnih transformacij. Damjan se opredeljuje kot oblikovalec z doktoratom iz računalništva in kvalitativni raziskovalec, ki večino časa preživi obdan s kvantitativnimi informacijami. Po študiju na Mariborski univerzi je na finski univerzi Lapland doktoriral iz računalništva in informatike. Kariero pa je nadaljeval kot raziskovalec in oblikovalec uporabniške izkušnje v podjetjih, kot so Entain, Cisco, Pexip, Cognite in Cognizant. Pozdravljen, Damjan, prepuščam ti besedo. Super, hvala za besedo, hvala za povabilo in samo sekundo, da se povečam, samo malo na mojem velikanskem zaslonu. Takole. Hvala še enkrat vsem skupaj, žal tokrat nadaljava, nam ni uspelo z družino v Slovenijo, ampak zelo vesel, da se slišimo, da se vidimo. Upam, da se okej slišimo, če ne me, prosim, naj nekdo prekine ali pa pomaha, vrže nek objekt na daljavo. Superca, evo. Tako, super, evo, vse štima. Kot rečeno, moje ime je Damjan in danes na hitro bom povedal nekako svojo, mogoče življenjsko zgodbo in moj pot dela oblikovanja s podatki,
Jaz imam zelo rad zgodbe, in, ta zgodba ima dve dejanji. Opravičujem se za nekaj angleščine, ampak o tem govorim zadnje leto, precej aktivno in sem pustil nekaj angleških, terminov, ker je malo lažje, pa malo sem bil len pri prevajanju, ampak z veseljem grem potem v debato. Torej prvi del je predvsem o moji osebni poti, oblikovanja s podatki, tej simbiozi med podatki in, uporabniško izkušnjo oblikovanjem. Ko govorimo o podatkih, uporabimo Commander Data iz Star Treka in potem, preverim, pulz v sobi, da vidim, kako staro občinstvo imamo, če se ljudje spomnijo Commander Data iz originalnega Star Treka. In potem me tudi zanima predvsem v drugem delu, oblikovanje samih podatkov oziroma, uporabniška izkušnja podatkov oziroma UX of data. To je moj plan za danes, in se veselim, kot sem rekel, potem tudi diskusije na koncu. Kot sem bil zelo lepo predstavljen, hvala še enkrat, doštudiral sem v Mariboru in potem delno na Finskem, na FER-ju, na medijskih komunikacijah, prva generacija. Zdaj pa zadnjih 7 leto živim na Norveškem, v tujini pa že, mislim, da skorajda 10 let. Pred, nekaj meseci sem se pridružil kot vodja uporabniške izkušnje, na podjetju Ardok, kjer imamo trenutno 15, oblikovalcev in raziskovalcev v tej moji ekipi. Kot rečeno, moja alma mater je FERI v Mariboru, kjer se vedno znova rad vračam, in pa, delno, kot rečeno, sem pa, doktorat, večino stvari sem pa zagovarjal na fakulteti, na Finskem. In tam sem se tudi prvič srečal z Norveško, to je moja slika prve izkušnje z Norveško. In ko so me vprašali, 6 let nazaj, ko smo se selili na Norveško, če vemo, kam gremo, sem rekel: "Dobro, vemo, kam gremo," ker eno leto sem preživel. In, potem, ko me ljudje vprašajo dalje, kaj se dela na doktoratu, zelo zabavne stvari, recimo z vgradnimi sistemi, sistemi v realnem času, to je bil laboratorij, v katerem sem bil, definitivno najmanj kvalificiran, kot edini oblikovalec, ampak je bilo zelo zabavno, ker smo delali s temi zelo, briljantnimi in smo recimo vgrajevali sisteme v hladilnike, v štedilnike, v pralne stroje, v vlake. In takrat sem se prvič srečal s tem terminom uporabniška izkušnja, usability, samouporabnost. In, zanimivo je, da potem pač, life happens, vmes se je zgodil tudi en startup, potem, se je zgodila družina in sem na neki način, pristal skoraj po slučaju, obdan z goro podatkov. In od takrat dalje sem začel vedno bolj ceniti, kako podatki in oblikovanje, sobivajo. Recimo to je primer iz časa, ko sem bil, vodja uporabniške izkušnje na podjetju, ki se ukvarja s športnimi stavami, spletnimi, stavnicami. Skratka, povsem drugačen, povsem, čisto bolj aplikativna, čisto bolj komercialna, kot pa je bil moj študij, na fakulteti. In, po teh 2 letih, sem skorajda naredil paralelni študij s podatki, ker smo konstantno, gledali podatke. Moja ekipa je bila fokusirana na optimizacijo teh uporabniških, tokov na podlagi podatkov. In takrat, kot rečeno, sem se naučil, da je mogoče je to sobivanje, in, simbioza, ki je mogoče, lahko neka match made in heaven, mogoče, zato vprašaj. Če se vrnem nazaj na recimo, obljubim, da zadnjič, na spletne stave. Recimo, kaj smo delali, 2 leti, ker sem bil tam, največ časa sva preživeli, z ogromno ekipo oblikovalcev in, razvijalcev v optimizaciji teh uporabniških poti, kot rečeno. In včasih se pošalim, da smo optimizirali 2 gumba za registracijo in za, prvi depozit. To je bilo, se pravi, bilo je zanimivo, moj, recimo, samozavest je zrasla, dobili smo dosti kredibilnosti, kudosa,
ampak po 2 letih sem rekel, da pač to mogoče ni to in sem nekako zbežal iz tega sveta in se vrnil nazaj k svojim koreninam, k raziskovanju, k oblikovanju fizičnih produktov in tako sem pristal na Norveškem, kjer je ena iz mojih prvih pozicij bila na podjetju Cisco, kjer smo delali videokonferenčne sisteme, recimo te kamere z mikrofoni, zvočniki. In se mi zdelo zelo zabavno, to je to hočem delati, zato ker delamo z industrijskimi oblikovalci, s strojnimi inženirji, delamo prototipe v hiši in bomo dosti inovirali. In to je bil nek moj izhod iz strokovno usmerjenega oblikovanja v pravo inovativno oblikovanje. Oziroma, to je bil cilj. Ampak potem, ko nekaj časa preživiš tam, vidiš, da v bistvu je dosti malo inovacije. Na sliki recimo vidimo 3 izdelke, konkurenčne, ki so precej podobni si. In včasih smo se interno pa šalili, da uporabljamo 50 Shades of Grey, enakega izdelka. In kar pa je še najbolj zanimivo in pove dosti o sami industriji, je, da so vsi ti 3 izdelki so dobili Red Dot nagrado. To je v svetu oblikovanja, to kot Oskarji za oblikovanje. In vsi 3 produkti so dobili nagrado za inovativni originalni dizajn, kar je zelo sarkastično in zanimivo. Ampak to samo pove o tem, da enako kot v svetu športnih stav, tudi v svetu industrijskega oblikovanja, vedno znova se zatekamo k tem optimiziranju za, kot temu rečemo, lokalno maksimo. To se pravi, tipični proces razvoja novih izdelkov je, oziroma optimiziranja izdelkov je, da vedno znova izboljšujemo. Recimo v software developmentu uporabljamo dostikrat A/B testing, se pravi, testiramo eno verzijo proti drugi in takoj, ko vidimo neko deklinacijo, takoj potem gremo nazaj na prejšnjo verzijo. Kar je super, zato ker je dosti mali riziko investicije in je vse lepo in prav, ampak če nismo pripravljeni nič tvegati, se dostikrat zgodi, da ne vidimo priložnosti boljšega, recimo v tem primeru produkta, ki je mogoče takoj za prvim ovinkom. In temu smo pač bili priča, kot rečeno, tako v B2C kot v B2B svetu in sploh zdaj v trenutnih makroekonomskih razmerah se mi zdi, je vedno manj te inovacije, vedno več optimizacije. In tudi, če pogledamo človeški in človeško psiho, je to čisto normalno, ker se zatekamo k temu, kaj poznamo in zatekamo se k temu, kar nam da neko validacijo. In številke so super validacija. In zato tudi, ko delamo s podatki, delamo s številkami, ne glede na to, v kateri ekipi smo, imamo radi svoje metrike. Recimo dizajnerji imajo svoje usability metrike, tržniki imajo svoje net promoter score ali pa lifetime value of a customer, conversion rates. In s tem je pač nič, kot rečeno, ni narobe, zatekamo se k temu, ampak mogoče tvegamo empatijo na poti do tja. In s tem se ukvarjam kot oblikovalec v zelo, zelo tehničnih ekipah. Je moja vloga ta, da se počutim, da sočutim z uporabnikom in s tem se poskušamo postaviti v kožo recimo tega uporabnika, ki ima recimo temu neki cilj. Ima cilj, da spleza recimo na Triglav in ko pride recimo do Triglavskih jezer, si misli, to je to, polovica je za mano, potem vidiš, še kar daleč to. In zdaj, če uporabimo to analogijo plezanja na hrib in cilja in uporabimo to analogijo za recimo, kako bi to bilo, če delujemo s produkti, recimo, da imamo mi produkt, kako pomagati s temu uporabniku doseči svoj cilj. In kar se dogaja predvsem v manjših podjetjih je, da se približamo uporabniku, ga vprašamo, imamo ta direktni kontakt, ampak potem, ko podjetja rastejo, smo tudi bolj
dosti bolj razviti in imamo dosti več podatkov o tem uporabniku, o vsakem uporabniku. In kaj se zgodi, da smo opremljeni s temi svojimi dashboardi in metrikami za podatki in potem se različne skupine v podjetju, različni departmenti se potem skoraj da skregajo za to, kdo je pritegnil tega uporabnika, da je postal plačljiv uporabnik, zakaj smo ga izgubili, zaradi tega, zaradi onega. In malo sarkastično, ampak zelo dostikrat vidimo, da se to dogaja v realnosti. In kot rečeno, mene kot oblikovalca, kot raziskovalca me to malo boli, zato ker čemur smo, se mi zdi, zelo osebno mnenje priča, je, da večkrat imamo podatkov med uporabnikom, med človekom in podjetjem, v tem primeru, manjša je empatija. Manj kot imamo podatkov, večja je potreba po tem, da poskušamo razumeti uporabnika, in recimo narediti kak intervju z dejanskimi uporabniki in ne samo zaupati podatkom o teh uporabnikih. Tudi to je neka moj osebni pitch, kako previdno ravnati s podatki, ko oblikujemo produkte. Potem me pa zanima zelo osebno, in to zadnja 3 leta me zanima, kako vse skupaj to sovpliva in sobiva in če lahko mi kot oblikovalci vplivamo na uporabniško izkušnjo samih podatkov oziroma bolje rečeno, predvsem tu imam napisano, letošnja edicija, zato ker se predvsem posvečam ne golim podatkom, ampak tako imenovanim data products. In s tem mislimo na produkte, ne mislim na produkte, ampak mislim na podatke, ki jih tretiramo kot produkte. In recimo en primer je, če imamo vremenske postaje v okolici Ljubljane in želimo to podatkovno, ta set podatkov omogočiti dostop drugim, da lahko kdorkoli izmed nas uporablja te podatke, moramo imeti skrbnika teh podatkov, moramo imeti dostop urejen do teh podatkov in zato rečemo, da uporabljamo, da naredimo data produkt iz tega. In tega je dosti več, vedno več vidimo podjetij, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi data products, ko tretirajo podatke kot produkt. Kot rečeno, jaz precej intenzivno se ukvarjam s podatki zadnje 3-4 leta in vidim ekstremni, ne napredek, ampak razliko v tem, kako zreli smo v ravnanju s podatki. In kot rečeno, sem velik fan Star Treka, sem gledal originalen Star Trek in tudi zadnjo edicijo lani, oziroma končala se je letos. In smo imeli tega Commander Data, ki se je razvil, ki se je nadgradil, ne samo s podatki, ampak je dobil tudi na koncu, kar si vedno želel, ta svoja čustva. In če pravim to analogijo in pogledamo nazaj na 3 leta oziroma 4 leta nazaj, ko je bil delo s podatki je bilo zelo napredno že, ampak je še vedno bilo, na eni strani smo imeli ljudi, ki so rekli, rabimo ta nov feature, rabimo nekaj od nekoga, ki dela s podatki. In če pogledam enaka podjetja, enake ekipe danes, je teh dialogov dosti manj, zato ker vsi nekako smo danes, vsi smo vešči v data. Vsi znamo se pogovarjati o tem, vsi imamo svoje mnenje o podatkih in kako delati s podatki. In tu ne govorimo samo o product managerjih, razvijalcih, ampak tudi o dizajnerjih, kvalitativnih raziskovalcih, vsi nekako imamo ne samo dostop, ne samo, da znamo delati s podatki, da jih znamo prebrati, ampak kar je še bolj zanimivo, da vedno več nas je, ki lahko produciramo, ki lahko objavljamo podatkovne sete, jih damo recimo na splet, da lahko drugi uporabljajo naše podatke. In s to demokratizacijo dostopa do podatkov imamo tudi množico ljudi, ki lahko koristijo te podatke. Kar je odlično, ampak kot bi rekel spet naš prijatelj Commander Data, je odlično, ampak ko imamo vse to, je nekako overwhelming, je nekako včasih da preveč. Predvsem, kot bom pokazal na enem primeru,
kmalu, predvsem govorimo o kvaliteti podatkov. In tukaj mislim, da je ravno ta presek in kar recimo delam osebno in z mojo ekipo, ki dostikrat delamo je, da prinesemo naša orodja iz oblikovanja in jih apliciramo na oblikovanje s podatki oziroma poskušamo pomagati ekipam, ki delajo s podatki. Iz našega tega toolkita nabora metod in orodij se mi zdi, da so predvsem trije razlogi tisti, zaradi katerih smo dostikrat poklicani v diskusije. Prvi je ta, da uporabniška izkušnja oziroma oblikovalci smo načeloma precej dobri oziroma sposobni definirati, kaj je tisto dobro in ga na koncu tudi zmeriti. In druga stvar, ki jo ponavadi prinesemo k projektom, je, da razumemo to uporabniško pot in jo pomagamo zmapirati. In dostikrat smo v različnih kick-off projektih zgolj zato, da povlečemo vse informacije, različne data pointe in jih povežemo v eno pot, uporabniško pot. In tretja stvar, oblikovalci smo načeloma opremljeni z različnimi checklistami, heurističnimi metrikami, ki nam omogočajo, da vnesemo neko strukturo, ko analiziramo neki problem, ko analiziramo rešitev, bodisi obstoječo ali bodočo. In to so recimo trije primeri, ki vidim, ki pogosto vidim, zakaj in kako lahko oblikovanje pomaga pri delu s podatki. In če se vrnem nazaj k našemu uporabniku, ki želi splezati na Triglav, če uporabimo te procese, metode, ki jih uporabljamo pri oblikovanju, vidimo, da ker bi najprej naredil v tem primeru recimo dizajner, bi poskušal razumeti kontekst uporabe, kontekst, v katerem se nahaja ta oseba. In če razumemo kontekst, smo sposobni razviti empatijo. Empatijo ne samo do uporabnika, ampak do samega problema, do celega problem spacea, kot rečemo. In potem imamo ta zanko, če imamo empatijo, bomo spet lažje razumeli nadaljnji kontekst. In tu je glavna razlika, če imamo ekipe, kjer recimo je prisoten dizajn in ekipe, kjer ni. Vidimo, da je dosti več empatije, če dodamo recimo oblikovalca. In v konkretnem primeru moje ekipe dizajnerjev, vsak dizajner je del ene cross-functional, ene ekipe. In se mi zdi, da to je ta neki preverjen model, ki deluje. In če pogledamo kontekst in če razvijamo vsaj delček empatije, bomo videli, da mogoče ta naš uporabnik se nahaja recimo, mogoče sploh ni zrel niti do Triglavskih jezer priti, mogoče bo zrel čez 10 let, mogoče je zelo dober kolesar, pa mu raje ponudimo neko kolesarsko pot v bližini, mogoče zgradimo dvigalo na Triglav, vse druge rešitve. In to je ta moč, če uporabimo malce empatije v podatkovnem razmišljanju. S tem kot rečeno, se ukvarjam zadnje 4 leta intenzivno, ko delam v ekipah, kot recimo v tem primeru na podjetju Cognite, kjer sem bil prej, kjer smo delali izjemno podatkovno usmerjenih ekipah. V tem primeru smo delali z stranke, so velika podjetja iz energetike, iz petrokemične industrije, ki ima ogromno podatkov in to so tako imenovane industrial data. To niso tipični uporabniki, ampak so uporabniki, ki imajo lokalno shranjene recimo podatke. In mi smo se dostikrat pohecali, da naš cilj, da digitaliziramo to industrijo, podobno kot se je zgodilo z mediji. In smo rekli, če recimo danes
recimo na neki ploščadi naftni, poteka pregled opreme z papirjem in z svinčnikom, bomo mi to spremenili in bo še vedno s papirjem in svinčnikom. Žal je to drugače, ker je zelo, zelo počasi in smo videli, da moramo delati v rokavicah, dobesedno, ampak smo vseeno, nam je uspelo in kot dizajnerji smo recimo šli do uporabnikov in rekli, kaj, s čem delate? Delamo s podatki, delamo s tabelami. In to recimo je tipičen primer ene tabele, recimo tu ima milijon podatkov in potem moramo te podatke uporabiti, da dejansko naredimo neke odločitve, sprejmemo na podlagi tega. In z istimi podatki smo potem ugotovili, da lahko recimo naredimo time series, lahko naredimo grafe, lahko naredimo iz istih podatkov, lahko neka druga oseba dobi čisto druge informacije in sprejme druge akcije. In to je spet ta kontekst uporabe. In to recimo moj vsak dan delati z temi, take vrste produkti. In ko smo to recimo lansirali, potem smo validirali z uporabniki, dobili smo metrike, naredili smo intervjuje in v intervjujih se je vedno znova ponavljalo, ja, vi ste naredili dobro, super je, všeč nam je, kar vidimo, ampak problem je na naši strani. It's not you, it's us. In slišali smo ta gigo, garbage in, garbage out. Če imamo mi slabe podatke, pač ne morete vi nič narediti. In smo rekli, pa mogoče lahko. In smo začeli delati z umetno inteligenco. In smo rekli, lahko vam počistimo te podatke. In do neke mere smo uspeli. In to tudi delamo zdaj na podjetju, kjer sem trenutno. Uporabljamo umetno inteligenco, da zmapiramo podatke, recimo, ker to so zelo mundane, zelo naporni, repetitive taski, ki smo jih identificirali, tukaj ljudje zapravijo največ časa, gre za ponavljanje, zakaj ne bi tukaj aplicirali umetne inteligence. In za te stvari recimo generative AI, umetna inteligenca deluje super. In potem imamo spet, lansiraš in potem vidiš naslednji, ne problem, ampak naslednji feedback, super, boljše, ampak do kakšne mere lahko zaupam tem podatkom, ne vam kot podjetju, ampak mojim podatkom, ki jih vi pokažete. In recimo, kaj mislite s tem? In potem smo naredili več raziskav, kvalitativnih raziskav in ugotovili, ko se pogovarjamo z različnimi uporabniki, različnimi uporabniškimi skupinami, govorijo o kvaliteti, o podatkih in o kvaliteti podatkov povsem drugače. Kar je recimo pomembno za nekatere, je povsem irelevantno za druge. In spet, kontekst, govorimo o istih podatkih, ampak zelo subjektivno gledamo na te podatke. In potem, kaj smo naredili kot oblikovalci, v tem primeru smo razvili te principe, ki jih uporabljamo posebej za razvoj data produktov. In potem smo poskušali to aplicirati pri konkretnem dizajnu. In recimo teh 8 uporabljam jaz tudi še vedno zdaj, ne glede na to, s katerim podjetjem, s katero ekipo delujem. In recimo, ko smo oblikovali dostop do teh data produktov, smo rekli, ljudje sploh ne vejo, kje začeti. Pa smo rekli, rabimo nek katalog, data katalog. Smo rekli, mora biti dostopen, mora biti, če imam dostop do teh podatkov, jih mora biti lahko najti. Smo rekli, super. Potem smo prišli do kako naj predstavimo podatkovni set. Recimo, tukaj imamo en primer, kjer smo na enem tako imenovanem data setu podatkov, kjer imamo neke informacije. In kot oblikovalci recimo bomo šli gledati, moramo narediti vizualizacijo podatkov, ali gremo v prav smer, ne gremo v prav smer, kaj se je zgodilo, prihajajo podatki v bazo ali ne. In ko smo začeli se pogovarjati z uporabniki in različnimi deležniki, so rekli, to izgleda super in najbolj stvar je to. Zakaj? In ko so krožili, mi moramo preden
pridemo delamo, do tega, da bomo začeli delati s podatki, moramo zaupati v te podatke. In potem rečemo, ampak to ni data quality, to ni kvaliteta tega podatkovnega seta. Rečemo, ne, ampak piše, da je governed. To pomeni, da ima lastnika, da vemo, kdo je spremenil kaj in da je certified, to zbraja sledi nekim navodilom. Zanimivo, prva prioriteta. Potem smo nadalje raziskovali, kaj je pomembno. Pomembno je svežina podatkov, če so ažurirani, če so podatki stari, so irelevantni, recimo. Potem pogledati, koliko ljudi uporablja, koliko različnih aplikacij uporablja te podatke, da vidimo, če je to sensitive ali ne. Recimo, spet, te meta podatki so se nam zdeli zelo sekundarne narave, potem smo ugotovili, da so zelo pomembni. Druga stvar, ki so rekli, da je zelo pomembna, je, da morajo pokazati, kako priti do napak, recimo, v podatkih, te actionable insights. Spet, kot sem rekel, uporaba, kdo uporablja, koliko uporabnikov, recimo, če nihče ne uporablja, če samo 2 osebi uporabljata ta podatkovni set, potem mogoče lahko ga tudi damo, ga lahko umaknemo in ne plačujemo za gostovanje. In šele na 4. mestu smo videli, da so potem vizualizacije teh podatkov, kar je, mislim, da je najbolj pomembna stvar, predvsem, če gledamo iz uporabniškega oziroma oblikovalskega vidika. In tudi, ko smo delali s podatki, so nam rekli, ne, pač dajte poenostaviti, zato ker dejanski podatki so dostikrat, kot rečem mojim študentom, real data is boring. Zato ker v primeru, recimo, ko delamo z kvaliteto podatkov, ravna črta je super. To pomeni, da se ni poslabšalo, ni se izboljšalo, in delamo s tem, je as expected, kot reče. In nazadnje, zaključek, dostikrat, ko delamo z podatki, uporabljamo recimo umetno inteligenco, da predlagamo stvari, predlagamo naše use case, predlagamo, kaj naj ljudje, kako naj začnejo, in potem pa nam reče, super, ampak ti mi samo pokaži vse podatke, jaz že vem, kaj rabim. In včasih delamo z uporabniki, ki pač enostavno potrebujejo tabele, ki potrebujejo vse podatke in bodo sami razbrali in sami se odločili, kam naprej. Long story short, zaključil bi ta moj uvod v oblikovanje s podatki, bi zaključil s tem, da predstavljamo si, da če lahko združimo ta podatkovni pristop in oblikovalski pristop, ki bazira na empatiji, do uporabnikov, do problema, bolj kot do rešitve. In če pravim spet, Commander Data, Star Trek za analogijo, predstavljajte si, da bi govorili o tej empatiji, ki bazira na podatkih. In kot je rekel Commander Data v zadnjem delu, je rekel, ko smo rekli, zakaj, pa ni šans, podatki pravijo, da ne bomo prišli ven iz te eksplozije, pa reče, pa ne vem, podatki ne, ampak trust me, I can fly us out. In se zdela zelo lep zaključek serije in zelo lep zaključek tega mojega monologa. In s tem bi se vam še enkrat lepo zahvalil in želim vse lepo v novem letu. Hvala, Damjan, za to pestro predstavitev. Morda bi kar sama začela s prvim vprašanjem, ki bo enako za vse 3, in sicer o umetni inteligenci. Kako se s trenutnim razmahom umetne inteligence spreminja tvoj pogled na ustvarjanje? In sicer, ali gledaš na človeško ustvarjalnost, kaj drugače sedaj, ko smo natrenirali stroje, da že kar prepričljivo ustvarjajo po človeško, še več, kot kaže, ustvarjajo kar uspešno umetne, to se pravi sintetične podatke. Pa me zanima, kaj ta razvoj pomeni za nekoga, ki se ukvarja z raziskovanjem in oblikovanjem podatkov. Mislim, da ne moramo se temu izogniti. Mi recimo poskušamo uporabiti umetno inteligenco, kot rečeno, za
kot pomočnik, je ta co-pilot metafora. Ker recimo delamo konkretno, mi vedno označimo sintetične podatke in jih ne analiziramo z ostalimi podatki. In tukaj vidim en izmed velikih challengeov naprej, kako bomo analizirali podatke, ki so sintetični, recimo o uporabnikih, ker potem ti podatki niso relevantni. Medtem ko jaz čisto pozdravljam, nisem niti malo skeptičen, kako uporabljamo recimo sintetične podatke pri ideaciji kot oblikovalci. Mislim, da je super za recimo pri, ko delamo nove ideje, da hitreje štartamo. Sem pa zelo kritičen, ko jih recimo uporabljamo pri raziskovanju. Recimo, ko vidim, da avtomatično generiramo povzetke vsega in potem enostavno ne pogledamo testiranja uporabnikov, ampak zaupamo povzetku, se pa mi zdi zelo slippery slope, ampak mislim pa, da ne moramo se skriti, kot oblikovalci moramo pač embraceati in endorsati in nekako biti naprej in predvideti, kaj in kako uporabiti. Hvala. Ja, smo še nekako v takem obdobju, ko ne vemo, ali popolnoma zaupati ali ja. Kaj ima še kdo kakšno vprašanje iz publike, mogoče? A bi lahko mogoče šel bolj v podrobnost, v detajl, kako si gradil ekipo 15 dizajnerjev in ko si omenil, da si jih razdelil v različne oddelke, zakaj? In ja, v bistvu bolj v gradnjo samih dizajnerjev in kaj iščeš pri samih dizajnerjih, ko jih zaposliš? Ja, mislim, ko gradimo ekipe, je v bistvu full-time job za sebe, tako da, če se hecam zdaj, da imam 2 službi, eno je graditi ekipo in voditi ekipo, drugo je graditi to dizajn strategijo v podjetju. Pač ko gradimo ekipo, je vedno zelo corny, cheesy, ampak gledamo na to, da ta oseba paše v ekipo. Recimo ravno zdaj smo zaposlili 3 osebe v tem mesecu, oziroma v teh 2 tednih, in vsaka je povsem drugačna. In nobena izmed 3 oseb nima ozadja iz enterprise architecture, kar recimo mi delamo, ampak smo poiskali osebe, ki bi pač bile fit za te ekipe. Jaz sem pristaš tega, da se gradi počasi, recimo sam trenutno nimam nikogar, ki bi pomagal pri menedžeriranju teh 15, ampak smo načrtno šli v to strategijo, da raje počasi gradimo znotraj, ne pa da si postavimo nekoga vmes in potem riskiramo, da bo postala toksična kultura. Teda, mislim, da najtežji izziv, dosti lažje je dizajnati kot dizajnati ekipe, ker sem se naučil na lastni koži tudi z negativnimi izkušnjami z moje strani. Tako da predvsem počasi in z nekimi cilji. In zato tudi, zakaj postaviti oblikovalce v ekipe. Pač naš koncept je, da imamo ta HQ, imamo mothership, ki je dizajn ekipa, se pravi, imamo dom, ki je dizajn, se dobivamo 2-krat na teden, recimo, živo ali pa prek Zooma, in debatiramo, tako da imaš nek dom, potem pa imaš svoj drug dom v svoji produktni ekipi. In na ta način lahko potem, če imamo dizajn strategijo, lahko apliciramo na celotno podjetje. Drugače imamo top-down in recimo zgolj recimo v tem primeru jaz govoril o tem, kako je pomemben dizajn. Dosti boljše je, če je bottom-up, če recimo naši dizajnerji ta evangelizing design in potem tudi research, raziskovanje, potrebo po delu z uporabniki, če je bottom-up. Ne vem, če odgovori to. Ja, super. A je še kakšno vprašanje iz publike? Dobro, potem bomo nadaljevali. Naslednja bo svoje projekte predstavila Maša Jazbec. Po končanem študiju likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru je opravila magistrski študij novomedijske umetnosti na oddelku Interface Culture Univerze v Linzu. Se je izpopolnjevala na japonskem inštitutu JAMAS,
Kasneje pa je doktorirala na Univerzi v Cukubi iz programa Empowerment Informatics. Maša deluje kot umetnica, akademska raziskovalka, kuratorka in producentka, ki se udejstvuje na različnih področjih, kjer se stikata znanost in umetnost. V Sloveniji jo poznamo tudi kot soustvarjalko festivala novomedijske kulture Speculum Artium v Trbovljah, v okviru katerega je pripeljala mnoga priznana imena z področja robotike in intermedijske umetnosti. Zadnja leta se na ravni pedagoškega, znanstvenega in umetniškega dela ukvarja z družabno robotiko, predvsem z interakcijami med človekom in robotom. Izvoli, Maša, oder je tvoj. Hvala za povabilo, hvala društvu TIS za organizacijo ne samo tega dogodka, ampak ogromno dogodkov. Naj povem, da z društvom v bistvu sodelujem od samega začetka in projekt ste imeli na začetku Prvi koraki in mislim, da sem bila tam prva gostja. Hvala tudi Živi za povabilo in za organizacijo tega simpozija. Živo sva se v bistvu prvič, pa tudi zadnjič se mi zdi, da sva se srečala pa v Šanghaju, tudi na eni konferenci. Moram reči, da imam danes malo manj treme, v bistvu sploh nimam, ker ponavadi imam s sabo robota in takole stiskam pesti, če bo robot zdržal, ne? Ker tam v bistvu mora kar 3 komponente delati, da pač nimamo robota in ponavadi nimam niti plana B scenarija, pač če robota ni, ne. Ker z roboti povezujemo tudi dogodke, tako da v bistvu me niti ni na odru, jaz sam robot na odru. Tako da zadnje čase se z robotiko res največ ukvarjam, no, v izobraževalnih projektih, izobraževalnih procesih. Ja, moja pot je bila tudi majčkeno nenavadna, naj povem, tako kot je bilo že omenjeno, študirala sem likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru, tam sem že zaključila z diplomo, ki je bila za profesorje malce nenavadna, že takrat sem namreč pisala o diplomi o robotih in o kiborgih in tudi že o profesorju Šiguri in njegovih robotih, takrat se mi niti sanjalo ni, da bom pa res kdaj z njim skupaj razvijala projekte. No, potem me je pač želja in zanimanje po intermedijski umetnosti, takole, da sem šla tudi tam študirati v Avstrijo, v Linz, kjer sem šla tudi prvič na izmenjavo na Japonsko. Seveda sem že takrat obiskala profesorja Šigura in njegov laboratorij, kjer mi je pokazal pač vrhunce androidne znanosti, to, kar sem jaz prej sam po televiziji gledala, pa tako mogoče poznate film Blade Runner, no, on takšne robote, no, razvija. In potem, ko sem se vrla v Linz, končala študij, ne, sem pa jaz rekla, jo, profesor Šiguro, jaz bi pa še šla k vam v laboratorij, ne, raziskovati robotiko, ne. Pa je rekel, ja, Maša, jaz pa nimam programov za umetnike, jaz imam programe samo za inženirje, za znanstvenike, pa za doktorske študente, ne. Zakaj nič, profesor Šiguro, kam pa na doktorat, ne. No, in nekako se je vse poklopilo, zvezde so bile prav poštimane, da sem imela nekako vse pogoje, da sem bila sprejeta, potem pa jaz tudi rečem, ne, sreča je na strani pogumnih, ker jaz sem pač šla, sem rekla, če ne bo šlo, finančno sem pa vrla, ne, saj. In nekako, ko sem rekla, sreča je na strani pogumnih, sem bila na Univerzi v Cukubi, zelo tak interdisciplinaren program, deloma v angleščini, tako da jezik ni bila ovira, tako da sem tam dobila štipendijo, to sem tam zvedela, MEXT, njihovo štipendijo. Potem sem bila pa še upravičena plačila študija, ne, tako da se je res super se je šlo. In po doktorata sem potem upravljala tudi pri profesorju Šiguru. Zdaj moja predavanja, jaz ponavadi začnem z enim takšnim vprašanjem in sicer vprašam publiko, če mogoče vidijo kakšno povezavo med roboti in umetnostjo. Ne? No, jaz pa povem, da v bistvu že v sami genezi, da mi danes robotov sploh ne bi imeli brez umetnikov, mogoče, no. Ker prve ideje o robotih, ustvarjanju umetnega telesa, umetnega bitja je bila v bistvu nastala v glavah umetnikov. Tudi besedo robot je postavil umetnik in sicer leta 1920 je bila prva takšna predstava gledališka, ki jo je napisal in režiral umetnik, ne, Karel Čapek.
češki umetnik in tam v tej predstavi 1920 Russell Universal Robot so se pač pojavili stroji, umetni ljudje, no, ki so opravljali neka opravila in on je postavil besedo robot, ki jo še danes uporabljamo, ne. Tako da ne bi imeli mi robote, ne, brez umetnikov, tako da je to povezava. Pa tudi umetniški je zelo pomemben pri inovacijah, isto pri znanosti in pri tehnologijah, mogoče si umetniki upamo malo več sanjati, vsi res rečemo, omejitev je ne bo, ne. In najprej povem moja izkušnja, no, ko sem pač kot umetnica prišla v laboratorij, znanstveni laboratorij, ne, sem tudi videla, da je tudi zelo težaško delo biti znanstvenik. Bom rekla, da mogoče, no, da nam zdaj krivico delala v umetnosti, ampak ne, tam smo mi delali fascinantne raziskave, eksperimente, na primer zamenjave telesa med človekom in robotom, ne. Ampak tam ljudem je bilo zanimivo, fajn, ne, občutek, res so še želeli tega, ne. Jaz kot umetnica sem bila zelo zadovoljna, ne. Ampak kot znanstvenik moraš imeti pa številke, ne. Moraš pa to dokazati, ne. In to je pa kar velik izziv, ne. Tako da biti znanstvenik je res težaško delo, ne. Lahko je super eksperiment, vse fajn štima, vsem bo všeč, ampak če podatki ne štimajo, če številke ne štimajo, nekako ni uspelo, ne. Tako da, no, prvo točko sem povedala, ne, zdaj se pa pač roboti razvijajo v visoko sofisticiranih raziskovalnih laboratorijih, ker robotika ima drago tehnologijo, napredno tehnologijo, ki nam umetnikom žal ni dostopna, ne. Jaz tudi večkrat rečem, če želite vedeti, kako razvita je bila naša družba v določenem obdobju, samo pogledajte, kakšne robote so imeli, ne. Ker robotičarji vzamejo vso najnovejšo tehnologijo in jo implementirajo v robote. Tako pove, kje smo tehnično, pove pa tudi, kje smo etično, zakaj mi uporabljamo robote, ne. Ja, in danes so že marsikateri laboratoriji iz teh, marsikateri roboti iz teh laboratorijev že tudi med nami, ne. Aha, tamle ena slika, jaz tamle gledam enega kolega in ne povem, da tale kolega je robot. To je kopija, androidna kopija, mehanska kopija profesorja Ishigure. No, tukaj se je začela moja znanstvena, raziskovalna pot robotike. Bila sem potem kot doktorska študentka, lahko gostujoča raziskovalka v ATR, to je v Kyoto, to je en tak velik laboratorij, kjer nastajajo najbolj napredni androidni roboti, ne. Profesor Ishiguro je pač pionir androidne znanosti. To je eden izmed eksperimentov, ki smo jih izvajali tudi. Je tole video? Aha, ja. No, jaz tukaj razmišljam, da premikam glavo. Analizirali so pač, kjer del mojih možganov se aktivira in to je v realnem času poslano v robota in pač jaz z mislimi, z možganskimi signali premikam robota. To ni nič novega, to je stara tehnologija, to smo mi delali 2017, ampak oni so že to dosti prej delali. Mene kot umetnico in kot raziskovalko, navdušenko nad robotiko in novimi tehnologijami pa je zdelo, zakaj jaz tega nisem vedela. Tako da sem se tudi nekako odločila, da ne bom, nekako nisem več prisotna v akademskih krogih, ker mi je bilo super, ne, te konference, videla sem navduhujoče stvari, me je pa zmeraj jezilo za to ostalo v teh akademskih krogih, da ni prišlo na ljudi. Tako da sem se jaz odločila, da nadaljujem, kako lahko to imenujem, tudi demokratizacijo znanstvenih dosežkov in prebojev, popularizacijo znanosti in tehnologij z področja robotike, tako da zdaj pač kar pač moje izkušnje zdaj delim širšo javnostjo, predvsem rada, no, z mladino. No, to je bil tudi en zanimiv eksperiment, ki smo ga izvajali. Tukaj smo pa v bistvu premikali tretjo robotsko roko tudi z možganskimi signali. Tukaj je na primer tale ženska tipka, med tipkanjem je postala žena in z mislimi je poklicala tretjo robotsko roko, ne. To se da. In kar je bilo pri tem eksperimentu zanimivo, je pa to, da je to uspelo med multitaskingom, ne. Ker to, kar mi izvajamo je, ko bom tudi potem pokazala, kako mi upravljamo robote z mislimi, je samo pač fokusno, samo pač, da moraš res razmisliti, da premikaš robota, ne. Tukaj imajo pa seveda bolj sofisticirane naprave, ne, so pa lahko tudi takšne stvari izvajali. No, tako da to je v bistvu ena veja tudi androidne robotike, ki gre za rehabilitacijsko robotiko, ne.
Zakaj mene tudi zanima androidna robotika? Robotika nasploh kot umetnico me zanima človek in ena pot, da raziskuješ človeka, je tako, da poskušaš narediti kopijo, ne. In naj povem, da med tem raziskovanjem robotike, roboti so še daleč, tako popolno, kot je naše naravno telo, povezava uma in telesa. Zaenkrat še niso roboti tam, ne, naj vas potolažim. No, s profesorjem Ishigurom sva še vedno v dobrih stikih, tudi snujeva skupaj eno raziskovalno nalogo, ko upam, da se bom mogoče v naslednjem letu lahko spet k njemu vrnila. Tole sem ga lansko leto obiskala, zdaj pa na tamle, na tisti desni sliki, a vidite mogoče, a so to vsi trije roboti ali je mogoče sploh kak človek zraven? Kako? Tako je, ja. Tamle zraven dekleta, na desni je pravi človek, je Meatbag Hiroshi Ishiguro. Zraven je pa tudi Erika, androidna robotka, ona je conversational robot, jo lahko vidite na recepciji, ko pridete v to zgradbo. Njene kopije so pa tudi prisotne, na primer v shopping centrih, se lahko z njo pogovarjate, vam svetuje, kam iti. Potem imajo hotele, ki jih upravljajo roboti, naredite domaček in greste v hotel, tam za šalterjem na recepciji vas počaka robot, sam date svoje podatke, vam da kartico. Japonci so to čist, njim to ni nič nenavadnega, ne, jaz vsakem rečem, ko tole takele stvari predavam, pozabite zahodno miselnost, ampak morate gledati to azijsko, japonsko, ne, Japonci rastejo s kulturo robotike, manga, stripi, ne, in v teh stripih so roboti prijatelji človeka, heroji, ne. Ni tako, kot pri nas na zahodnem svetu, ne, pa prva asociacija Terminator, ne. Potem druga je pa tudi kultura, ne. Oni so budisti, šintuisti in oni verjamejo, da ima vsaka stvar življenje, tudi kamen, ne. Seveda bo potem tudi robot oziroma tehnologija, ne. No, potem sem se, eno leto sem potem po zaključku študija predavala tudi na Interface Culture v Linzu, seveda tudi od robotike. Tam sem tudi navdušila nekaj študentov, ki nadaljujejo tudi s študijem in raziskovanjem robotike. Potem smo pa v Sloveniji dobili en velik projekt, mreža centrov raziskovalnih umetnosti, zaradi tega projekta sem se vrnila, ker smo lahko vzpostavili laboratorij, nabavili pač nekaj dosegljivih robotov in od takrat naprej zdaj v Sloveniji pač razvijam izobraževalne module, kreativne aplikacije z našimi roboti ter tudi umetniške projekte, kjer pač suportiramo umetnike, da imajo možnost ustvarjati z roboti, ne, ker so tako bolj sofisticirani roboti, so kar nedosegljiva tehnologija umetnikom, ne. Pa tudi določeno znanje tehnično moraš imeti, ne. No, in o teh naših dosežkih, kako bi rekla, projektih še vedno tudi predavam kolegom na Japonskem, na raznih festivalih, dogodkih po Evropi, no, bom rekla, pa ja, na Japonskem, pa tudi v Ameriki imam tudi sodelovanje s profesor Viktorijo Vesno, UCLA, na njenem oddelku Art Science, no, tako da tudi tam jih zanimajo robotski preboji. Kot sem omenila, ne, ko ste videli tudi prej posnetek, nevrotehnologije, ki sem jih imela možnost spoznati v laboratoriju profesor Ishigure, no, jaz sem se nekako tam, me je to zaznamovalo in sem se odločila, da želim tudi nadaljevati s to tehnologijo. Tako da sem potem tudi v okviru Speculum Artiuma v Trbovljah organizirala prvi Brain Computer Hackathon, kjer so prišli strokovnjaki iz podjetja GTEC ter še z ostalimi strokovnjaki, no, nekako smo organizirali ta dogodek, kjer so imeli udeleženci 24 ur možnost eksperimentirati z nevrotehnologijami, seveda v povezavi z roboti, ne. 2 nagradi sta bila podeljeni, dobila sta jo dijak iz Trbovelj pa študent iz FRI-ja. Dobila sta eno priznanje, tale IEEE Brain konference, mislim, če je kdo iz akademije verjetno ve, da je to kar na visokem nivoju, no, mislim, te dijaki, študenti, verjetno niti niso zavedali, ne, kakšno veliko priznanje so dobili. No, zdaj pa pač malo o razvoju kreativnih robotskih aplikacij. Ustvarjamo veliko znao roboti, nao robot je ta manjši humanoidni robot, to je tudi neka, ni nič nova tehnologija, ampak nekako vsak laboratorij, ki se začne profesionalno ukvarjati z robotiko, začne s temi, ne, to so nekako dosegljivi in dosti sofisticirani humanoidni roboti.
Mi v laboratorijih jih imamo kar nekaj, no in demonstriramo pač, kako delujejo in tudi smo jih povezali z brain-computer interfejsom, tako da se jih da, se pravi, upravljati z možganskimi signali, ne. Razvili smo potem posebne takšne delavnice, kjer naša mladina na tak kreativen, inovativen način spoznava robotske tehnologije in rehabilitacijske tehnologije, ne. In naj povem, da v vsem tem se naučijo tudi veliko potrpežljivosti, kajti ko delaš z roboti, moraš biti zelo potrpežljiv, ne. Nekaj je, da dela v simulaciji, ampak potem, ko gremo pa na fizičnega robota, ki mora delovati v našem realnem svetu, naš svet je Wild Wild West, nepredvidljiv, tako da ima tudi robot marsikdaj težave v našem svetu. Imamo tudi zelo dobro sodelovanje s podjetjem Yaskawa. Jaz se zelo rada pohvalim, da sem zelo ponosna na vodstvo podjetja Yaskawa, da jim je uspelo vzpostaviti tovarno v Kočevju. In ta tovarna v Kočevju je edina tovarna v Evropi, kjer tudi izdelujejo Yaskawine robote. In naj povem, da je z Japonci zelo težko poslovati, ne. Sploh v teh današnjih nestabilnih časih, ne, je to velik uspeh, da jih je uspelo prepričati v kaj takšnega, ne. No, mi imamo njihovo najmanjšo robotsko roko, Moto Mini, želeli smo majhno, ker da je mobilna, da z njo lahko okrog hodimo, če imamo kakšne projekte, nam pa tudi posodijo večjo robotsko roko, ne. Ni problema, mi naredimo na ta mali prototip, gremo k njim v Kočevje ali v Ribnico in testiramo na večjem in nam ga tudi dajo. In so že tudi vajeni mojih klicev, ker mi uporabljamo njihove robote za zelo nenavadne reči, ne. Ta je bil na primer ustvarjen za spajkanje, ne. Mi pa robota okrog obračamo, čistimo koordinate, zmešamo, no. Enkrat sem Eriha klicala, no, on pač je naš support, zdaj smo robota okrog obrnili na glavo in zdaj imamo nek skoti z neko dosegljivostjo, nek problem, ne, razloži pa prav Maša, ko pa delate zdaj z robotom? Sem rekla, učimo ga iskati iglo v senu. No, ne pa povem, da so se tudi oni, Yaskawini inženirji, kar veliko tudi od nas naučili, ne, ker pač mi delamo nenavadne projekte in moram reči, da se mogoče še več naučiš, moraš imeti kako vink več v glavi, da rešiš kakšne take težave, oziroma da lahko realiziraš kakšne umetniške projekte, ne, kakor ta robotska roka ni bila narejena, zato ker jo mi uporabljamo, tako da se tudi oni kaj od nas naučijo, ne. Tako da v bistvu nas kar z navdušenjem sprejmejo, kadar pridemo k njim, ne več s strahom, ne. Na začetku je bilo kar malo, kaj bojo pa te umetniki zdaj, ne. Ampak smo res vzpostavili tako dobro sodelovanje, da se nam zdaj bojo priključili še konkurenti, tako da smo glih v podpisu pogodbe, dobimo še od Fanuka robotsko roko, ker bi oni tudi imeli radi takele projekte, ne. Ker v bistvu s tem mi navdušujemo mladino nad študijem mehatronike, ker vemo, da je pač pomanjkanje kadra za razvijalce robotskih aplikacij. No, tukaj smo tudi to robotsko roko naučili slikanja, ampak naučili slikanja s tem, da jo mi lahko v bistvu slikamo z mislimi, upravljamo z možganskimi signali, imamo vnaprej pripravljene slikarske poteze, ki niso krajene, ne vem, če mogoče poznate zasavskega akademskega slikarja Janeza Kneza. On je bil izrazit kolorist, kar malo izstopil od ostalih naših umetnikov, no, in mi smo te slikarske poteze smo v bistvu po njem povzeli in nekako, če to, ko ta projekt v globine razlagam, s tem v bistvu tudi še malo govorim o naši zasavski kulturni dediščini, ki smo jo malo obudili na en drugačen način. No, tukaj tudi lahko vidite posnetek, kako to izgleda. Mi namestimo naprave na glavo, to traja vse skupaj nekih 5 minut. V teh 5 minutah 2 minute pa pol traja kalibracija, da si naši možgani zapomnijo pozicijo znakov oziroma ukazov na tej virtualni tipkovnici, v tem primeru so to slikarske poteze. Mi gledamo, za začetek damo, pač treba deluje preko vizualnega stimulusa, mi pač gledamo določeni znak, ki si ga izberemo, 16 sekund, sistem to razpozna, ker se v naših možganih vzpostavi en vzorec in to je v realnem času poslano v robota in robot naredi to akcijo, ne. Potem uporabnik lahko tudi to sliko domov nese, ne,
In marsikdo reče, da mu je lažje slikati z robotom, kot pa tako so mi. Smo pa to tudi predstavili na Soči, ker za njihove paciente bi bilo kaj takšnega kar koristno, ne, pač tisti, ki lahko, odvisno za kakšno nevrološko motnjo gre, namesto da ležijo pa v steno gledajo, no, so lahko pač kreativno aktivni, ne, in to vemo, da pač pospešuje rehabilitacijo. Naj povem, da smo te projekte razvijamo, no, skupaj tudi s sodelovanjem, oziroma jaz se posvetujem tudi z doktorjem Blažem Koritnikom, predstojnikom za nevrologijo, ne, ker jaz res nisem nevrolog, ne, pa mi je fajn v bistvu imeti še eno stroko odzadaj, no, da se še z njim pogovorim. No, to so pa izdelki, imamo tudi na steni, imamo tudi razstave, naprimer risb, ki jih je naredil robot, in slik, ki jih je naredil robot. Imel je celo steno tega in ko nismo povedali, da je tudi robot naredil, so prišli, pa so gledali, tele grafike, tele poteze, to so pa res dobre, dupajece, ne. Pa nekateri so veseli, ko izvejo, da je robot, nekateri pa so malo žaleni, no, ampak tehnologija gre naprej. Takole pa navdušujemo 18 plus mladino, in sicer tukaj smo pa razvili eno aplikacijo Neurobartender, kjer z mislimi zberemo pijačo, imamo gin, tonik, vodko pa džus. In naj povem, da se tukaj uporabniki kar fajn skoncentrirajo, ker tisto, kar zmiksajo, tisto morajo pa izpiti, ne. In povem, da ko smo tudi tale projekt delali, v bistvu je nastajal tudi skupaj z dijaki Srednje tehniške šole Trbovlje, so se oni ogromno naučili, ne, ker je kar veliko tudi nekih tehniških izzivov, ne. To smo mi v bistvu robota mogli sprogramirati, tistele provedke najti, stojalo se mi narediti, v bistvu je veliko custom made stvari tukaj, ne. Smo imeli pa tudi to premierno še letos postavljeno v Cankarjevem domu in so rekli, da je bilo pač premalo časa, ne. Bi radi še dlje to imeli. No, pa s takimi projekti se počasi tudi skupaj z Jeskavo predstavljamo, ne, ko imajo oni kakšne večje predstavitve, ne, da pokažejo, da se da te njihove industrijske robote uporabljati tudi še kje drugje. To je pa en najnovejši projekt, kjer smo pa našega robota, no, mi tega Jeskavino roke imenujemo Jaski, smo ga pa naučili marionetnega gledališča, ne. Tako da smo posebej za njega razvili marionetno lutko, Robotnica, po hobotnici, ne, ampak ta hobotnica ima ene posebne moči, ker živi tudi v rekah, ne, zato je Robotnica, in je predstava na temo ekologije, v bistvu Robotnica opozarja, govori, razlaga otrokom, kaj je mikroplastika, ne, tako da je tudi malo poučnega tam, v bistvu imamo celo predstavo. Smo pa seveda tudi ta projekt nadgradili še z brain computer interfejsom, se pravi z nevrološkimi tehnologijami, tako da lahko tudi gibalno ovirani se poizkusijo in upravljajo robotnico. Tukaj smo imeli en velik izziv, ko bom pokazala potem, tale robotska roka lahko dvigne največ pol kile. Tako da vsa tehnologija, ki je gor, je mogla biti pod pol kile, zato tudi pač oblikovanje takšno, ne. Mehanizmi v očeh, ta držalo, kjer ima tudi motorčka, vse pod pol kile. Robotnica lahko premika vseh 8 lovk, premika tudi oči. Predstava pa traja tam nekaj 15 minut, takrat, ko imamo predstavo, so zraven pač še 2 lutkarce, ne. Projekt je nastal pa skupaj z zasavskim društvom Jurček za marionetno gledališče, v bistvu so eno izmed najstarejših društev v Sloveniji, izhajajo iz rudarske kulturne dediščine in na ta način tudi povezujemo nekako tradicionalno umetnost z nekimi novimi tehnologijami, ne. Takole pa izgleda, no, ko imamo predstave. To je bilo premierno, je bilo to na festivalu Speculum Artium, takole vidite, zraven sta še 2 lutkarci, kjer upravljata ribe. Ribe imata ena posebna imena, zato ker so iz Save in imata tudi potem ime. V bistvu ta cela zgodba, to smo prilagodili na Zasavje, je pač kako gre robotnica v Savo in raziskuje, ne, in
ni glih zadovoljna s svojimi podatki, ne, in potem pač pove otrokom, kako moramo skrbiti za čiste reke in da smo pač vsi od tega odvisni. Ne. Tako da v bistvu, no, tak pristop sem se jaz nekako naučila ali pa povzela predvsem pri Japoncih, predstavljanje robotskih tehnologij na malo tak kreativen, malo s humorjem, tak topel način, ker pač te tehnologije sem mnenja, da jih je potrebno približati širši javnosti. Robotske tehnologije so najhitreje rastoče tehnologije, zginile ne bojo, ne? Ampak mi se moramo naučiti s temi živeti in tudi že našim najmlajšim to tehnologijo predstaviti, ne? In mi jo pač predstavljamo nekako pod premiso humanizacije tehnologij, se pravi robotika kot za opolnomočenje, nekako da mi živimo v harmoniji z ljudmi, z roboti. To je tudi en projekt, ki smo ga razvili pa skupaj z Varvaro in Marom, ona dva sta zelo uveljavljena intermedijska umetnika. Mar je študira, dela doktorat iz umetne inteligence, no in sta tudi prišla k nam v laboratorij, kjer smo razvili kar nekaj s tem humanoidnim robotom, pa predvsem sta delala tudi z industrijsko robotsko roko. Sta bila vesela, da sta lahko prišla k nam, ker sta se lahko naučila pač uporabljati to tehnologijo. Smo pa razvili en strip, ki nastaja v sodelovanju med človekom, robotom in umetno inteligenco. Takole pač vprašamo nekaj robota, moramo v iskalnik tipkati vprašanje in robot nam odgovori, ne. To je bila ena verzija ChatGPT-ja, ampak to je bilo nekaj 3 leta nazaj narejeno. No, in potem se scena fotografira in na fotografiji potem dobimo takšne oblačke gor, kjer se izpiše dialog kot v stripu, računalniški algoritmi potem to tudi spremenijo na primer v strip, kakor da bi bilo narisano, ne. No, in to, ko smo imeli premierno predstavljeno na festivalu Speculum Artium, smo vključili še večjega robota od Yaskawa, on je pa risal te stripe. No, in potem te stripe smo potem tudi obesili na steno in je nastalo kar nekaj zanimivih zgodb. Potem imamo pa eno krajšo verzijo, da pa kar sprintamo, ne, da nariše robot, kar nekaj časa riše to, no. In pa nastanejo kar kak tak zanimiv dialogi, no. To smo tudi predstavili na mednarodni konferenci v Bruslju, The Future of Living. Takšno potem. Bi pa še tale projekt rada izpostavila, da sem v Tehnopark povabil tudi robota Spota, s katerim dela moj bivši študent, sem ga zgleda tako navdušila nad robotiko, in v Tehnoparku smo imeli nekaj dni čas, da smo spoznavali robota Spota. Mi smo eno popoldne imeli čas in smo takoj šli v razvoj in smo ga povezali z brain computer interfejsom, se pravi, nam je uspelo, in udeleženci delavnic pa teh demonstracij so imeli možnost upravljati robota Spota z možganskimi signali. In na tak način smo spet pokazali, da se ni treba bati tega robota, da ga lahko tudi za pozitivno stvar uporabimo, tako kot je na primer rehabilitacijska robotika, ne. Za tiste, ki ne morejo svoje telo uporabljati, bi lahko pač takšnega robota pošiljali po stanovanju ali tudi ven, ne, ker ta robot res se znajde na nepredvidljivem področju, ne, po stopnicah gor dol. Mi smo mu metali blazine, to gre vse čez, se sproti ima zelo razvito atletsko inteligenco, ne, sproti se prilagaja. Tako da tudi drugače tudi uporabljajo takšne robote že tudi slepi in slabovidni, ne, tako da niso same črni scenariji. Razvijamo pa tudi aplikacije oziroma AGV aplikacije za navigacijske robote, in sicer smo začeli s podjetjem Devesoft. Devesoft je zelo uspešno podjetje z vesoljskimi tehnologijami. Oni so se tudi odločili, da bi malo njihovo proizvodnjo avtomatizirali, no, in smo že naučili enega tacgala robota, ki bo pač hodil po vozu se po oddelkih v proizvodnji, kamor bojo lahko delavci odlagali stvari pa prejemali, da njim treba hoditi vse križem kražem. Začeli smo z enim, so pa zdajle decembra še 3 prišli, tako da nas še kar nekaj dela čaka. No, imam pa te aplikacije, imamo razvite za predstavljanje robotike od vrtca,
do osnovnih, srednjih šol. Tudi v Lincu izvajam še delavnice, potem tudi z domom upokojencem. Vem, da se je tukaj obrla tudi na naš študentka, kjer smo skupaj z njo potem za njeno magistrsko nalogo izvedli en eksperiment, kako se dementni ljudje odzovejo na robota. Naj povem, da se zelo pozitivno. No, Se pravičujem, moram zaključiti. če lahko zdaj zaključite, Ja. pa če imamo lahko potem vprašanje na koncu, ker imamo še eno predstavitev. Hvala lepa. Okay, hvala. Zdaj bo torej svoje raziskave predstavil še Nace Zavrl. Nace se je za praznike vrnil v ZDA, kjer se sicer kot doktorski kandidat na oddelku za umetnost, film in vizualne študije Univerze Harvard ukvarja z vprašanji dokumentarnega filma, historiografije in globalizacije. Nace je študiral v Londonu na King's College in na Goldsmith University. O filmu pa piše za tuje revije After Image, Senses of Cinema, Moving Image Review and Art Journal in Nexus, European Journal of Media Studies, ter za slovenski reviji Kino in ekran. Na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani predava teorijo gibljive slike, sodeluje s Slovensko kinoteko in opravlja vlogo selektorja na Festivalu slovenskega filma. Poznamo ga pa tudi iz Radia Študent. Izvoli, Nace. Okay, zdravo, se slišimo. Živijo vsem, hvala Živa za ta uvod in za vodenje panela. Hvala Damjanu, v katerikoli kameri že si, in Maši za te izvrstne predstavitvi. Hvala Niki, Neži in Manci in vsej organizacijski ekipi Društva Vtis prvič za povabilo in pa za izpeljavo tega simpozija. Moje ime je Nace Zavrl, sem doktorski kandidat na, kakor je Živa rekla, na oddelku za umetnost, film in vizualne študije Univerze Harvard v zvezni državi Massachusetts v ZDA. Izredno hvaležen in počaščen sem, da sem lahko del tega nadvse pomembnega dogodka in da lahko z vami delim nekaj osnovnih smernic in idej, s katerimi se v svojem raziskovalnem delu zadnja leta ukvarjam. Po izobrazbi sem filmski zgodovinar, teoretik, študiral sem filmske študije na dodiplomskem nivoju na Univerzi King's College London, nato končal še magisterij iz teorije sodobne umetnosti in filma na oddelku za vizualne kulture Univerze Goldsmith v Londonu. Zdaj pa že 6 let živim v Združenih državah Amerike, kjer končujem doktorat z dizertacijo na temo angažiranega in političnega dokumentarca na območju bivše Jugoslavije po letu 1991. Zraven pa urednikujem še kritiško strokovno revijo Senses of Cinema, predavam na Akademiji za vizualne umetnosti, tukaj v Ljubljani na Trubarjevi. V današnji predstavitvi pa rad samo na hitro orisal premene mojega trenutnega raziskovalnega projekta, hkrati pa zadevo postavil v kontekst širših dognanj na področju akademskega preučevanja filma, videa, gibljive slike in sodobne audiovizualne kulture. S tem pa bi se rad, če bo vse po sreči, vezal tudi na intervenciji mojih dveh odličnih predhodnikov in na koncu ponudil nekaj zaključkov, špekulacij in napovedi, ki bodo, upam, da zanimive tudi za širšo, ne nujno filmsko publiko, obenem pa bodo imeli nekaj zveze s tematiko in naslovom tega našega današnjega panela, znanost v umetnosti. Zdaj, moja doktorska naloga nosi naslov Justified Images, Committed Documentary After Yugoslavia. V jedru je to študija dokumentarnega filmskega ustvarjanja na območju nekdanje Jugoslavije po letu 1991. V besedilu skozi 4 poglavja sledim nastanku, razvoju in razmahu tako imenovanega post-jugoslovanskega nefikcijskega filma od razpada skupne socialistične države v zgodnjih 90-ih, potem skozi razne kampanje za demokratične reforme v kasnejših letih in seveda v negotovo sedanjost, ki jo prav v vseh državah bivše SFRJ in širše po Evropi in po svetu zaznamujejo ponovno oživljanje etnično orientiranih nacionalizmov, avtoritarni boj za oblast, zgodovinski revizionizem, teorije zarote in oblastniške manipulacije vseh vrst. V tem delu se osredotočam na skupino filmskih ustvarjalcev,
Želimir Žilnik, recimo Nika Autor, Ognjen Glavonič, Jelena Maksimovič, Marko Grbasing. In prek analize njihovih filmov, kot tudi prek obravnave zgodovinskih, političnih, družbenih in produkcijskih kontekstov, v katerih so filmi nastali, trdim, da dokumentarni film o teritorijih nekdanje Jugoslavije po letu 1991 služi kot osrednji teren političnega boja. Deluje kot nekakšna arena, v kateri se odvijajo ključni socialni konflikti našega časa, kot prostor, kjer se izražajo heterogene in med seboj nič kaj kompatibilne aktivistične zahteve in kot kraj, kjer se bijajo ideološke bitke. Moja osrednja teza je ta, da dokumentaristke in dokumentaristi v republikah razpadle federacije stojijo na čelu najrazličnejših angažiranih prizadevanj proti avtoritarnim, neo- in neliberalnim vladnim režimom, ki si prizadevajo zavajati, manipulirati, prikrivati, hleniti in tajiti na razne načine, tako v polju dnevne politike, kot tudi v zgodbah, ki nam jih pripovedujejo o bližnji in ne tako bližnji zgodovini. Zdaj, filmarke in filmarji, ki jih obravnavam, z izumljanjem novih in samorefleksivnih načinov snemanja, denimo z opuščanjem iluzij o objektivnosti filmske kamere. Filmarji odkrivajo estetska orodja, s katerimi se, trdim, da se s temi estetskimi orodji na učinkovite in inovativne načine zoperstavljajo ideološkim izkoriščevalskim prijemom postsocialističnih režimov. Ti ustvarjalci vse to hkrati počnejo z relativno omejenimi ekonomskimi sredstvi in nemalokrat v nemilosti ali pa vsaj v izolaciji od uradne državne oslombe. Ok, se pravi, o čem točno tukaj govorim. Ena od umetnic, čigar dela obravnavam v tej študiji, je slovenska audiovizualna ustvarjalka, teoretičarka in premišljevalka Nika Autor. Avtor v svojih videih in filmih, večinoma kratkih ali srednjemetražnih, včasih tudi celovečernih, obuja propadlo zastarelo tradicijo filmskih obzornikov. Se pravi, nefikcijskih, reportažnih, novinarskih, 10 do 15 minutnih filmov, ki so se v neki drugi dobi, nekje od 20 let pa vse do 60 let prejšnjega stoletja, vrteli pred celovečerci v kinih in ki so v nekakšnem energičnem, hitrem, hektičnem in fragmentarnem sosledju prikazovali najnujnejše in najnovejše utrinke, posnetke, reportaže iz raznih svetovnih in domačih dnevno-političnih in geopolitičnih vrelišč. Zdaj, filmske obzornike, ali ponavadi, denimo v Beogradu znane tudi kot filmske novice oziroma filmske novosti. Filmske obzornike je na prelomu v elektronsko dobo zamenjala televizija, kasneje pa seveda internet. Ljubljanska izpostava filmskega obzorništva pa je svojo lokalno mesečno verzijo tovrstnega žurnalizma proizvajala samo do decembra 1951, ko je v kinodvorane po državi lansirala svoj zadnji obzornik, obzornik številka 54. Leta 2013, 62 let po izidu zadnjega državnega obzornika, pa je Nika Autor tradicijo na lasten žep in s svojimi produkcijskimi sredstvi in s popolnoma novimi, drugačnimi estetskimi prijemi to tradicijo obudila. Obzornik, nisem opazil stopnice. Se pravi, obzornik 55 je nastal v vrvežu odporniških gibanj, ki so v Ljubljani in v Mariboru vzcvetela po evropski finančni krizi 2009 in 2010. Nika Autor pa z eksperimentalnim, refleksivnim pristopom dokumentira ne le ulične demonstracije, okupacije in proteste, pač pa s poetičnim glasom v offu in z umestnim besedilom na ekranu kartira tudi vzporednice z uporniško zgodovino in z vrednotami Osvobodilne fronte, ki Niki Autor predstavlja nekakšen zgodnejši moment teh istih ali pa vsaj podobnih odporniških gibanj na ulicah sodobne Evrope. Zdaj predlagam, da si majčkeno lažje ponazorimo, o čem tukaj govorim, predlagam, da si ogledamo kratek 2-minutni odlomek za lažjo predstavo.
da vidimo, o kakšnih estetskih prijemih tukaj govorim. To bosta prvi 2 minuti iz obzornika 55. Moja teza je enostavno ta, da je na obuditvi, na tej ponovni vzpostavitvi obzorniške tradicije od številke 54 preko tega 62-letnega intervala in do nove verzije s serijsko številko 55, nekaj radikalnega in zanimivega. Gre se za aktivno reaktualizacijo nekdaj pozabljene, izgubljene, absolutno zapuščene estetske tradicije. Za aktivacijo s popolnoma drugimi sredstvi. Namesto vsevednega pripovedovalskega glasu, ki opremlja obzornike iz 20. stoletja in ki jim daje nekakšno auro avtoritete, filmenike avtor zaznamuje nedorečenost, razdrobljenost, umanjkanje tega vodilnega glasu, ki bi odlomke iz zgodovine, posnetke in iz zgodovine in iz naše aktualno politične današnjosti povezovala v brezhibno, koherentno celoto. Namesto tega se Nika avtor, v svoji praksi posveti političnim potencialom prekinitve in nepopolnosti. Njeni izdelki so polni elips, simboličnih miselnih preskokov in poetične igre z jezikom. Predvsem pa jih krasi nekakšen odmik od tega dokumentarnega ideala objektivnosti, nepristranskosti in pasivnega opazovanja. Zdaj, tukaj se gre za filme, ki svoje umeščenosti v konkreten družbeno-politični čas in prostor in v osebno izjavljalsko pozicijo ne skrivajo. S tem pa opuščajo odnos direktnosti in neke navidezne neposrednosti, s katerim se dokumentarni in zlasti poročevalski, novinarski film nemalokrat ponaša. Zaporedje in sosledje njenih filmov temelji na časovnih skokih, na prostorskih namigih in na naključju, s čimer avtor spodkopava serijsko linearno kronologijo filmskega obzornika kot nekakšne objektivne, neposredne forme. Njeni audiovizualni posnetki vsebujejo arhivsko in najdeno gradivo, enako pogosto kot nov material. Njen sistem montaže se oddaljuje od logik kontinuitete, namesto tega pa uporablja elipsiranje, nekako sopostavljanje med seboj nekompatibilnih časov in prostorov in pa prvoosebno introspekcijo. S temi prijemi hočem trditi, da avtor operacionalizira filmsko kroniko, filmski obzornik, v projektu, ki je hkrati dekonstrukcijski in rekonstrukcijski. Zdaj, dekonstrukcijski zato, ker razkriva slog in retoriko žanra filmskih novic, rekonstrukcijski pa zato, ker ti filmi samim dejanjem poimenovanja, s temi naslovi, ki se eksplicitno nanašajo na odmrlo filmsko tradicijo, vendarle konstituirajo obzorniško prakso. Prakso, ki nekako izrecno koraka po stopinjah konkretne kulturne tradicije Jugoslavije po vojni, drugi svetovni vojni, in jo nekako ponovno obudi od mrtvih, jo nadaljuje in se z njo na neobičajne, nepredvidljive načine povezuje. Ampak kaj ima vse to opraviti s sloganom današnjega panela Znanost v umetnosti? In kaj nam angažirani nefikcijski film po koncu Jugoslavije lahko pove o kulturno-tehnološki krajini sodobnega filma, videa in gibljive slike? Kot prvo, trdim, da so obzorniki nekaj avtor prvovrsten primer filmske prakse, ki se še kako dobro zaveda, da transformativna moč podobe danes ni toliko v njeni vsebinskosti, temu, kar prikazuje, kar reprezentira, temu, kar naredi vidno in kar opazujemo na ekranu ali na platnu, pač pa je vsa moč in potencialnost podobe danes v njenih vektorjih in neokrotljivih silnicah širitve, skratka v njenih distribucijskih zmožnostih. Tukaj je v igri vrsta kinematografije, ki za uresničitev svojih ciljev uporablja distribucijo, uporablja podobe, ki so že videne, ki so že zlizane in ki jih vsi mogoče že poznamo. Podobe, ki jih nek avtor izbere in uporabi v svojih filmih, na poti od izvora do prejemnika spreminjajo status, zadobivajo in odlagajo pomene, 300-krat zamenjajo avtorstvo in po možnosti sprožijo masovne demonstracije. To so kopije v gibanju, kot tem stvaritvam v enem znanem tekstu pravi umetnica in teoretičarka Hito Steyerl. Imajo slabo kakovost in podstandardno ločljivost.
S tem, ko se hitrost njihovega gibanja pospešuje, se razkrajajo. So duhovi podob, predogled, thumbnail, ideje, ki blodijo, neustaljene slike, razpečatene brezplačno, stlačene skozi počasne spletne povezave, reproducirane, zripane, predelane in kopirane ter prilepljene v druge distribucijske kanale. In mislim, za ponazoritev nekako te teorije distribucije, ki nam jo Nika avtor v svojih filmih ponuja, bi mogoče samo še 1 minuto iz njenega filma Obzornik 63, Vlak senc iz 2017 zavrtel. Okay. Se pravi, tukaj Nika avtor uporablja videoposnetek beguncev v podvozi vlaka na poti iz Beograda v Ljubljano in razmišlja, zdaj podnapisi so mogoče tukaj bili uporabni celo danes, so že iznašli zgodovino filma, kamor bi se tak posnetek lahko opisal. Sploh ima pravico do zgodovine, ki ni njegova lastna. Danes so svobodne le še podobe, ki kultivirajo barbarstvo, ki nimajo avtorskih pravic in ki jih je avtorizirala surovost situacije. Zdaj, tukaj trdim, da avtor v tem filmu ponuja nekakšno teorijo distribucije gibljivih podob v 21. stoletju, v času, ki je sabo prinesel radikalne spremembe v digitalnih tehnologijah, kot smo že slišali. Podatki postajajo vse pomembnejši za podjetja ter za njihova razmerja z delavci, strankami in kapitalisti. In na tem mestu se je v areni medijev kot nov poslovni model pojavila platforma. Zdaj, platforma, ta nekako vse prisotni spletni stvor, sposoben ekstrahiranja, rudarjenja ter trženja neznanskih količin informacij, se je za monolitni in tudi monopolistični model vzpostavlja v filmu. Posledic nove industrije, ki jo kanadski raziskovalec Nick Srniček poimenuje platformni kapitalizem, platform capitalism, ne gre podcenjevati. Znan nam je seveda ta precedens iz prve polovice 20. stoletja v Severni Ameriki, kjer so filmski studiji do leta 1948 lahko imeli v lasti svoje kinodvorane in svoje distribucijske obrate, brez da bi s tem kršili protitrustovski zakon. To je nekako znano kot doba vertikalne integracije oziroma znana tudi kot zlata leta Hollywooda. Toda pri elektronskih spletnih platformah imamo vseeno opravke z nečem novejšim in še nezaslišanim. Nikoli prej niso imele firme direktnega dostopa do tolikšnih množstev podatkov, ki jih uporabljajo po mili volji in do neke mere, vsaj nenadzorovano. Nikoli niso studiji svojih občinstev nagovarjali s kompleksnimi, inteligentnimi algoritmi, ki jih v celoti ne razumejo niti sami programerji. Te transformacije niso stvar koronavirusa, vsaj kolikor jih virus ni neposredno sprožil, ampak tako kot veliko stvari na tem svetu, je tudi te premike epidemija pospešila, jih naredila neustavljive. Zdaj v času osamitve platforma ni bila ena od distribucijskih opcij, pač pa edina dostopna. In kino, kaj v prihodnosti čaka fizične dvorane, te prostore, ki so v neskončno dolgih mesecih in letih zaprtja hudo nastradali, kakšna bodo naslednja leta in desetletja filmske kulture. Film, tako hočem trditi, se sooča s pospešenim procesom muzealizacije. S tem mislim na postopno redefinicijo kina kot arhitekture, kot tehnologije in kot izkušnje. S prestola popularne kulture, kjer je kinodvorana v 20. stoletju dominirala kot množičen, dostopen, poceni prostor zabave in umetnosti, multipleksi in art kinematografi zdaj se stopajo v ozadje. S tem vse bolj postajajo zatočišča občasnega, svečanega in posebnega. Tukaj govorimo o nekakšni rekonceptualizaciji kina kot nečesa izjemnega, redkega, nevsakdanjega in skratka malo da ne muzejskega doživetja. Še ena tenzija, ki iz zasede grozi filmu, je vse svetovna ekološka kriza. Zastrašujoče dejstvo, da je že davnega leta 2019, še prej da nekdo slišal za COVID-19, 60% vsega spletnega pretoka predstavljal video na zahtevo, nas ne bi smelo presenečati. Zdaj, danes so te informacije zastarele in v resnici je situacija verjetno še hujša. Spletne platforme, ki naj bi svet odrešile umazani transporta, so se izkazale za velik agens onesnaževanja.
in neskončne strežniške farme, ki so zadnja leta zrasle povsod po svetu, še zlasti pa po ruralnih in revnejših teritorijih, v zrak izpuščajo vse več ogljikovih emisij, pospeševalcev klimatskega segrevanja. Zdaj, okoljski in energetski vpliv videa ter le temu prisesanih podatkovnih centrov pisci v polju filmskih in medijskih študijev redno raziskujejo. Eno od osrednjih in zanimivejših, pa tudi strahljivejših dognanj zadnjih let pa je to, da je električna poraba videa na zahtevo odgovorna za približno 3% vseh svetovnih toplogrednih izpustov po nekaterih študijah. Skratka, da zaključim, muzealizacija, platformizacija in klimatski zlom. Tako lahko na hitro in površno skiciramo koordinatni sistem, v katerem se je film zadnje čase znašel. Nika avtor, kot hočem trditi, ga reflektira, ta koordinatni sistem reflektira s filmi, ki aktivno izprašujejo status resnice, novice in globalnega gibanja podob v času, ki ga zaznamuje tako absolutna globalizacija in svetovna sinhronizacija, kot tudi vznik novih avtarkičnih nacionalizmov. S svojim delom nočem zatrjevati, da dokumentarni filmarji po Jugoslaviji izčrpno odgovarjajo na vsa ta odprta vprašanja in velike globalne probleme, hočem pa vsaj nakazati, da sodobni film v naši regiji te in druge urgentne teme načenja, nanje kliče pozornost in odpira prostor za razmišljanje, diskusijo in mogoče tudi delovanje. Tako da, hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala. Jaz bi pa zdaj povabila vse tri na oder, da vsak lahko odgovori eno vprašanje. Nažalost, smo že malo pozni. Jaz bi vprašala še Mašo in Naceta, prej nismo utegnili, enako vprašanje kot Damjana, in sicer kako se s tem zelo hitrim razvojem tehnologije spreminja vaš pogled na človeško ustvarjanje in raziskovanje. Recimo pri Damjanu smo videli, da se že spopada s problematiko sintetičnih podatkov. Ti, Maša, si prej omenila, da te fascinirajo sintetični organizmi, androidi, replikanti iz filmov, ker so na nek način najhitrejši pristop do spoznavanja človeške narave. Ti, Nace, pa se tudi spopadaš s tem, na nek način sintetično realnostjo, poleg tega, poleg vseh teh platform in teh sprememb in kako podatki vplivajo na produkcijo videov, imamo zdaj pri umetni inteligenci še ta problem, ali bo vsak videoposnetek postal kar deepfake, vsaka novica fake news in tako naprej. Ja, seveda smo pred velikimi izzivi, ne pa grem na robotiko. V robotiki so umetna inteligenca je majčkeno razdeljena, v ospredju pa najbolj razvita trenutno je še vseeno atletska inteligenca, to pomeni gibljivost robotov. Verjetno ste videli te robote od Boston Dynamics, to so, imajo izredno razvito atletsko gibljivost, tudi naši novi roboti, naprimer ples tai chi in stoji na eni nogi. To je izredno dosežek za robotiko. Medtem, ko imamo pa drugo, potem kognitivno inteligenco pa nimajo razvito. Naprimer, jaz, če tebi živa rečem, si v enem prostoru prvič, pa ti rečem, če vzameš stol, pa ga daš pred vrate, takoj boš, robot tega ne zmore. Pa če treba te prvo v simulaciji napisati, kodo jo v simulaciji stestirati in ok, bo tam delovala, potem, ko gremo pa na fizičnega robota, tam je pa še drug izziv. Je pa velika skrb, ampak se mi zdi, da bi pa mi vedno mogli vedeti, ali je na oni strani sintetični organizem, avatar, se pravi umetna inteligenca. Zdaj seveda humanoidnih robotov ne srečamo kar povprek, ker jih pač še ni, ampak naprimer virtualni avatari, chatboti, tega je pa zdaj ogromno, v bistvu skoraj vsako spletno stran, ki gremo, je na oni strani. In mislim, da bi tle pa mogli mi vedno vedeti, ali je umetna inteligenca ali je človek zadaj. Se mi zdi te stvari, da bi mogla biti vedno nam nekako
vedno nam nekako jasne. Je pa zdaj s tem prebojem s ChatGPT-jem se zdaj resno veliko govori, ne, od umetne inteligence v bistvu je začel čas prisotna, ne, ampak zdaj je mogoče bolj dosegljiva, ker jo lahko uporablja tudi tisti, ko nima tehničnega znanja, ne, pač ChatGPT je sam en iskalnik in res ne rabiš veliko, samo tipkaš not pa dobiš slike, videe, ne, to je kar. Tako da glede tega, ja, ne, in seveda me pa tako skrbi, ker so tudi sami te rekli, ko so razvili umetno in to ChatGPT, niti oni ne vejo, zakaj tako dobro deluje, ne. Tako da, če se bo to kdaj združilo z roboti, ne, ampak smo še vse in daleč, no, kakor sem že povedala, ne, pač združiti hardware pa software od robota je kar veliki izziv. Ja, jaz mogoče začetka samo da rečem, da jaz nisem nikakor specialist za umetno inteligenco, ampak se me pa dotakne hočem nočem. Iz pragmatičnega vsakdanjega vidika v akademski sferi, v načinu ocenjevanja študentov in oddajanja esejev, vsaj v ameriškem kontekstu, kjer delujem, je zdaj zadnjo leto ena od osrednjih problemov, oziroma ne vem, a je problem, ali je samo vprašanje, ali je grožnja, ali je priložnost, kaj narediti z algoritemsko generiranimi eseji, ki jih študent odda. Gre za neko varianto plagiatorstva, najbrž, ampak kaj s tem narediti? Mislim, nekako je zanimivo, kakor so diskusije o generativnih tekst algoritmih že nekaj časa prisotne. Se mi zdi, da so akademsko, vsaj humanistično sceno zadele kot neka totalna strela z jasnega nekaj februarja letos ali pa decembra lani. In vsaj na primeru moje univerze je spomladi semester in poletje nekako potekal v tem duhu, da se pa vse spreminja. Zdaj imamo pa naenkrat ChatGPT, študenti imajo ChatGPT, pač this is a game changer, nekaj moramo storiti. Ker je meni zanimivo, kako to niso nove tehnologije, novo dostopne, ampak niso pa radikalno nove. Akademski svet so pa zadele kot neka bomba. Ja, dejansko je ta strela z jasnega udarila prav v ta najbolj ustvarjalni sektor, ki je vedno veljal za nedotakljivega strani umetne inteligence, robotike in tako naprej. In recimo, Maša, ti si kot umetnica ustvarjaš hibridno, ustvarjaš tako človeško inteligenco in hkrati z umetno inteligenco, tako z svojo roko in robotsko roko. Kam misliš, da to pelje? Ja, jaz sem še kakorkoli obrnem, jaz pač sem optimist, no, pač moram biti optimist, se mi zdi, ne. Seveda bodo tudi kriva potasi so pač zmeraj, ne. Ampak glih to pač na nas je, no, da pač izobražujemo za pozitivno tega rabo, ker ostali tega ne bomo, ne. In se mi zdi, da bi mogli še več se o tem pogovarjati, tudi z najmlajšimi v šolah, tudi v srednjih šolah imajo iste težave, tudi še posebej tudi na tehničnih šolah, ne, ker pač tudi že kode, pač dijaki dajo na tem in pač kode ChatGPT generira, ne. Tako da mogoče tle robotika je res ena taka veja šoseje, ne, ker pač, kakor sem rekla, nek mora v fizičnem svetu robot delovati, ni samo od te virtualne umetne inteligence odvisen, ne. Ampak ja, smo pa res, mislim, da nihče nima odgovorov, kam točno bo to peljalo, pa meni, se ne vem, sploh nimam besede za to, ker se tudi jaz večkrat se igram, no, s ChatGPT-jem in dam generirati slike in meni so ful dobre, no. In ne vem, kaj, pa sem umetnica in mi je hudo pač za vse te umetniške poklice, kaj bo z njimi, ne, ker pač dobre grafike dela, logotipe dela odlične, video, no, še nisem tukaj poskušala, ampak tudi to že gre, ne. Mene je v bistvu lansko leto v bistvu me je ful presenetilo, New York Times je bil en cel članek, ker so pač predstavili, kukor da bo film Jodorovski, da je posnel nov film.
to je bilo meni, nisem mogla verjeti, kaj. Jaz sem kdaj bo ta film, jaz bi to gledala, ne. Neverjetno, ne, in res težko je ločiti, ne. Tako da, v bistvu še na 3 leta nazaj se je na veliko govorilo, kako so ogroženi poklici, orodjar, vodovodar, ne, zdaj pa glih kontra prišel, ne, so pa res kreativni poklici, v bistvu ne novinarstvo, ne. Tako da nekako nimamo odgovorov na to, ne, ampak pogovarjati se moramo o tem, pa ne zatiskati si oči pred tem, ne, ker zginili ne bo. Pa gledati pozitivno na dobre možnosti, recimo že v znanstvenem raziskovanju se lahko veselimo, če bo umetna inteligenca prišla do kakšnega novega odkritja. Mislim, da noben znanstvenik ne bo zameril. Ja. Ne, Ja, tako rekla, no, kot pedagog, kot pač izobražujem, imam zelo res pozitiven odnos do tega, pozitivno želim o tem, ne. Sem pa, na primer, umetniško platformo pa izkoriščam, no, tam pa sem tudi lahko bolj kritična, ne. Tudi moj zadnji projekt, ki sem preveč druge stvari razlagala, no, nisem mogla pokazati, sem imela razstavo letos v Kostanjevici na Krki, v cerkvi samostanski, sem imela 12 robotskih teles postavljenih tam, ne. Takih sodih, tako stojijo, no, kot taki apostoli. Na sredini je pa knjiga, v kateri so pa prave fotografije androidnih robotov, pač posnetih v laboratoriju profesorja Šigure, in tem robotom sem jaz v bistvu dala glas, ker sem dala njihove izjave, ker mi se skozi sprašujemo, kako bomo mi živeli z roboti, kako jih bomo mi sprejeli, ne. Mogoče pa že čas, da se vprašamo tudi, a oni sploh želijo živeti med nami. No, in v bistvu so tle v tej knjigi so pač izjave robotov, ne, da pravijo, da ne želijo biti še eni sužnji, da ne želijo živeti v naši družbi, tako da je tudi za kritiko, no, seveda ni. Imaš ti še kaj? Mislim, jaz lahko mogoče čisto na hiter v zvezi s teorijo dokumentarnega filma in to idejo nerazločljivosti med generiranim in dejansko resničnim, karkoli to pomeni. Kar je meni tukaj fascinantno, da je to približno isti diskurs, kot se je v polju filmskih in medijskih študijev odvijal že 20 let nazaj s prihodom digitalnosti kot take in s prihodom digitalnih kamer. Je bila ista ideja, zdaj, če svetloba ne gre več direktno čez objektiv in na fotokemični trak, ampak je vmes procesor, ki pač fotone pretvori v nule in enke, da to ni več realnost. To je vedno ta potencial, da je izmišljeno, da je generirano, da je prevara. Ni verodostojno. Ni verodostojno. In to je isti diskurs, to je diskurs iz konca 90-ih, začetka 2000-ih, kjer je bila neka taka mehka paranoja, kdaj niti ne toliko subtilna, ker direktna paranoja glede digitalnih tehnologij snemanja. Zdaj se tukaj približno isto se mi zdi odvija. Ne? Neka nesigurnost, a je podoba resnična, a ni resnična. S tem, da pri prejšnjem momentu digitalnosti smo na koncu, mislim, jaz rečem smo, ampak recimo, da če posplošimo zaključke iz polja filmskih študij, je nekak zaključek 10-15 let nazaj bil, ja, ok, digitalna kamera, ampak še vedno je to resničnost. Mislim, še vedno je pač jasno, da je tle svet pred nami, to ni animacija. In je nekak ta paranoja izvenela. Zdaj pa do tega zaključka ne moramo tako enostavno priti. Zdaj pa ne moramo reči, ja, se kljub temu, da je zadeva generirana algoritemsko, še vedno je neka realnost. Ne, mislim, nimam nobenega odgovora. Mi je pa zanimivo, da je to identičen diskurs kot 25 let nazaj. S tem, da tukaj rešitve take jaz ne vidim še. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike, čisto na hitro? Ne? Tako, jaz bi se še enkrat zahvalila vsem, ki ste bili z nami, tako online kot tukaj v živo, in predvsem hvala organizatorjem, članom društva Vtis za neprecenljiv trud pri organizaciji tega simpozija. Hvala. Najlepša hvala vsem panelistom. Hvala lepa tudi Damjanu na spletu. Torej,
S tem smo zaključili prvi dan 8. simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini. Vse prisotne lepo vabim na mreženem pijači. Simpozij pa se nadaljuje jutri ob 9. z jutranjo kavico, uradni del pa se začne ob 9:30, tako kot danes. Tako da želim vam lep večer in nasvidenje jutri. Hvala lepa.